Regijskega zasedanja otroških parlamentov Celjske regije, ki se je odvijalo 23. marca 2017 v dvoru Trebnik v Slovenskih Konjicah, se je udeležilo 21 poslancev. V kratkem programu sta predstavnica šolskega parlamenta Evita Brnik in predsednica šolskega parlamenta Diana Lešnik predstavili letošnjo temo. Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje in dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja, v okolju, kjer živimo, se šolamo ali preživljamo prosti čas. Moje ime je Diana Lešnik in sem predsednica otroškega parlamenta na osnovni šoli ob Dravini Slovenske Konjice, ki je vaša letošnja gostiteljica regijskega parlamenta. Prosila bi našo ravnateljico, magister Nevenko Brnik, da nam zaželi prijetno dobrodošlico. Ja, dragi parlamentarci, spoštovani mentori, spoštovane mentorice, v veliko zadovoljstvo, pa tudi velik ponos nam je, da vas lahko danes gostimo v teh res lepih, prenovljenih, čudovitih prostorih našega dvorca Trebnik, pa v naših lepih Konjicah. Veseli smo bili, bomo rekli takole, zadane naloge, da mi letos gostimo regijski parlament in z odgovornostjo smo se te naloge tudi lotili. Prepričana sem, da boste danes, današnji dopoldan v naši družbi lepo preživeli, da mu bodo Konjice ostale v lepem spominu. Konjiška občina je precej velika občina, v občini pa delujejo 3 osnovne šole. Naša osnovna šola v Dravini, osnovna šola Podgoro in osnovna šola Lovče. Po čem lahko rečemo, da smo na osnovni šoli v Dravini prepoznavni? Mislim, da smo prepoznavni po dejavnostih, katere zaznamujejo tudi vse vaše šole. Želimo si biti učencem prijazna šola, ki pa zna strogo postavljati tudi meje in merila. Le meje in merila in upoštevanje teh mej so vam, dragi bodoči srednješolci in srednješolke, tudi porok uspeha kasneje v srednji šoli. Želimo biti tudi šola, ki nudi prijeten prostor za ustvarjanje in šola, v katerih so napake dovoljene, hkrati pa vam je dana vedno tudi druga možnost. Le na ta način vas popeljemo v svet odrasle dobe, ker brez napak ni izkušenj. In tega si na naši šoli tudi želimo in tega to tudi naši učenci vedo. Drugače bomo rekli, smo primestna šola, kar precej velika, letos imamo 534 učencev, ponosni smo pa, da imamo tudi v Tepanju svojo podružnico, na kateri imamo v letošnjem šolskem letu 50 učencev. Smo šola, v prvih in drugih razredih smo 3 oddelčni in zdaj v prihodnosti se nam napoveduje kar po 3 oddelke učencev, drugače smo pa od 3. razreda dalje 2-oddelčna šola, šola, ki je zelo dobra na športnem področju, pravimo, da smo sončna šola, ker je taka velika, rumena stavba, imamo čudovite športne površine, lep atletski park in vse danosti, da smo na športnem področju zelo uspešni. V preteklem šolskem letu smo imeli državne prvakinje v košarki, tako med mlajšimi dekleti, kot med starejšimi dekleti. Potem pa moramo reči, da smo v vseh športih zelo dobri, od krosa do maratona, do atletike, skratka, velik poudarek dajemo gibanju in športu, ker vemo, da to so stvari, ki vam mladim primanjkujejo in to so stvari, ki vas razbremenjujejo obveznosti. Potem smo pa dejavni na vseh področjih, kot ste tudi vi v vsaki svoji matični šoli. Jaz sem prepričana, da so vse naše slovenske šole zelo dobre šole, da imate čudovite pogoje, lepe materialne pogoje, prav vseh slovenskih šolah. In želimo odigrati, tako kot ste rekli, naša Diana in naša Evita, veliko in pomembno vlogo v tem, da se boste znali že konec 9. razreda odgovoriti na vprašanje, kdo smo, kam želimo. To je pa ena od najpomembnejših nalog nas kot šole. Po kratki predstavitvi šole strani ravnateljice magistrice Nevenke Brnik so nastopili 9-šolci s točko vasovanja v Angliji in doma in pokazali, da je sodobnost povezana s tradicionalnimi običaji. Ste videli goram sliko, to primerjavo? Naš Romo prekaša Romana pa zastavo. Lepše izgleda in lepše govori, pa še Julija mu je naklonjena, pa se mu kar smeji. Julčka pa ima očitno težave, rada bi plesala, pa Romanu ni, pa še rate ima mi ni rekel, kar si Julčka želi. Ja, mislim, da mora Roman kako angleško knjigo prebrati, da se bo kot Roma odvojiti naučil, da bo pri Julčki uspel in da bo za ženo vzel.
Kar poglejte, kako je naš romantik, naš Romeo svojo Julijo zasnubil in ji večno zvestobo obljubil. Juliet, oh Juliet, your eyes are so blue and I really love you. Oh, Romeo, my life, I want to be a wife. Oh Juliet, will you marry me? Yes, yes, yes. I will be your wife forever. You're so handsome. You are so clever. A ste videli, kako je Romeo in Juliji povedal, da bo za ženo vzel? A ste slišali, koliko lepih besed je sedilo in kako se je to lepo po angleško naredilo? Po angleško, ja. Kar verjemite, če hočete, temu romantiku, ki se sikom opleta kot gizarin in je vedno tako fin. Tudi naš roman se zna finega narediti, še zlasti, ko se mora pri Julčki upravičiti in se pokoriti. Plesati bo moral znati, to je ključnega pomena. Če ne, Julčka ne bo njegova žena. Pa poglejmo, kako sta se ona zmenila, kako se bosta poročila. Julčka, lej, zdaj pa tak. Jaz pod balkon ne več hodim. Ali se bova užila, ali pa še tale mare končati. A tak bi ti meni živce pil, tak boš nesramno govoril. Je kao bi pa rada, obnaša si kot dama iz angleškega romana, ne bi rada ljubčka dobila, bo me rada plesat naučila, jaz bi te pa samo za ženo rada dobil, jaz zikar ne bi sploško govoril. A tak, zdaj boš pa ti meni napotke delil, ti, ki se še plesat nisi naučil. Moj ženin bo plesalec, pa rad vam mi bo tudi govoril. Pa dejno, Jula, zdaj že pa se stopiš z tega romantičnega planeta. Želenje pa moraš je stala res nima ceta. Če pa je tak, pa reči res kar sama ostane. Na, tu imaš. Zbrane mentorje, poslance in goste je nagovorila še direktorica občinske uprave Slovenske Konjice, gospa Breda Obrez-Preskar. Po kratkih navodilih strani mentorice šolskega parlamenta osnovne šole ob Dravini, Katje Holobar, so se mentorji odpravili z vodičko Anjo Švab iz Turistično-informacijskega centra Slovenske Konjice na raziskovanje lepot slovenskih konjic, mlade poslance pa je čakala razprava in debata na temo Otroci in načrtovanje prihodnosti. Delavnice z naslovom Pozitivna revolucija, življenje v blaginji je vodila magistrica Rosana Šuc-Ravničan, ki je na magistrskem študiju raziskovala področje inovativnega menedžmenta in magistrirala s področja Debonovih tehnik razmišljanja in komuniciranja. Mi smo danes zbrani razmišljati o pozitivni revoluciji v življenju. Se pravi, če danes predpostavljamo, da vsi ljudje, živali, živa bitja živijo v blaginji čim prej. To je naša predispozicija razmišljanja danes. Izhajali bomo iz tako imenovane tudi Debonove predispozicije, ste že slišali za pozitivno revolucijo v razmišljanju. Ste že slišali za pozitivno revolucijo v razmišljanju? Ne. Debonov namreč pravi, da pozitivno revolucijo razmišljanja lahko dosegamo, če izhajamo iz teh temeljnih predpostavk: učinkovitosti, konstruktivnosti, spoštovanja, samoizpopolnjevanja in prispevanja. To je obarval z rumeno barvo. Še več, če vidite tam na gor zastavico, zato da se ljudje, ki pozitivno razmišljamo o naši prihodnosti, da gradimo na neki pozitivni revoluciji v življenju, še zraven srček, kar pomeni človečnost, prav za barve. Tako da vsaka skupina se naj za začetek riše srček. Zakaj? Da bomo razmišljali s srcem, da bomo razmišljali z nekim odnosom do ljudi. Učenci so skozi delavnice v 5 temeljnih vprašanjih: učinkovitost, konstruktivnost, spoštovanje, samoizpopolnjevanje in prispevanje razmišljali o pozitivni naravnanosti v razmišljanju, v medsebojnih odnosih, v vedenju, vrednotah in delovanj z namenom doseči in soustvariti boljšo prihodnost in življenje v blaginji. Spraševali so se, kaj jim prinaša prihodnost, v kakšnem svetu želijo živeti in kakšen bo njihov prispevek k boljšemu jutrišnjemu dnevu. Dialog med mladimi se je aktivno razvijal, vključevali so se v razpravo in z različnimi mnenji, dopolnjevanjem, povezovanjem in nadgrajevanjem lastnih misli in idej iskali zanimive rešitve. Po zaključeni kvalitetni razpravi so predstavili sklepe,
podali predloge za temo za prihodnje leto in izbrali mlade poslance, ki se bodo udeležili nacionalnega otroškega parlamenta, ki bo v aprilu potekal v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije. Poslanci so predlagali naslednje teme otroškega parlamenta za šolsko leto 2017-2018: športna aktivnost mladih, sprejemanje vseh in vsakogar, pasivnost v družbi in varnost mladih.